Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Report, ki jo bomo uvodoma namenili prihajajočim velikonočnim praznikom. Kaj pravzaprav ti prazniki pomenijo in kako obeležujemo predvsem kristjani ta praznik, vendarle gre za enega največjih krščanskih praznikov, nam bo povedal iz prve roke Primož Lorbek, kaplan na župnijah na Hajdini in v Staršah, sicer pa tudi upravitelj Univerzitetne župnije Maribor. Lepo pozdravljeni, gospod Lorbek. Lep pozdrav. Torej, pred nami so velikonočni prazniki, Velika noč. Pravzaprav gre za enega največjih krščanskih praznikov, pa me zanima prvotno, kaj ta praznik pomeni za vas osebno? Ta praznik je v bistvu praznik življenja, ker razkriva tisto temeljno resnico naše vere in to je vere v večno življenje, katerega nam je pa z smrtjo na križu predobil naš odrešenik Jezus Kristus. Tako da v tej prvi meri je to praznik življenja in tudi praznik veselja, ker se veselimo tega, da bomo nekoč tudi sami pridruženi Gospodu, stalemu Gospodu v večnem življenju v nebesih. Kako se v vaši župniji pripravljate na te velikonočne praznike? Je kaj posebnega? Zdaj za nami je že cvetna nedelja, ki ima tudi posebno simboliko in pomen, če morda lahko tudi to še malo razjasnimo. Ja, v bistvu sama priprava na velikonočne praznike je tako zelo daljnoročna, lahko rečeva, ne. Pred samim praznikom imamo 40-dnevni postni čas. Tako, ki se začne s pepelnico. Ki se začne s pepelnično sredo. Tako. V tistem dnevu nas duhovnik zaznamuje s pepelom na čelu oziroma nas posuje s pepelom. To v bistvu kaže človeku to, da je minljiv in da se pripravlja v svojem življenju na nek način v tej svoji minljivosti pa na nekaj več. In tisto nekaj več pa pravzaprav res daje Velika noč. Ampak hkrati nas ta postni čas tudi vabi, da človek prečisti svoje življenje. Tako kot ogenj, ki prečisti tisti pepel, lahko človek s tem postnim časom prečisti svoje življenje, tudi svoje odnose, iz njega odstrani tisto, kar ga v življenju omejuje, ne samo v nekem verskem življenju, ampak tudi v medsebojnih odnosih. Da tisto iz svojega življenja odstranimo in resnično svoje življenje, svoje srce pripravimo na eno tako lepo življenje in tudi na praznovanje same velike noči. Sam postni čas pa se potem zaključi na Veliki četrtek z samimi obredi Velikega četrtka, ko se še posebej potem spominjamo tega, da je Jezus postavil sakrament svete Evharistije in pa tudi postavil duhovniško službo. Seveda predtem, ravno sedaj na cvetno nedeljo, smo stopili v tako imenovani Veliki teden. Cvetno nedeljo se v bistvu spominjamo tega, kako je Jezus slovesno stopil v mesto Jeruzalem, v svoje domače mesto in kako so ga potem tam ljudje v bistvu sprejeli, ko ga pozdravljajo kot kralja, hozana Davidovemu sinu, to je takšen zelo značilen vzklik na cvetno nedeljo. In seveda se nekako potem že pripravljamo, da tudi za tem, ko sami vstopamo, sicer simbolično, v cerkev, tudi sami vstopamo nasproti tem prazniku in da je pred nami ravno ta največja skrivnost naše vere in to je vera v vstajenje. Samo zelenje pa tudi samo po sebi nosi ta pomen novega življenja, nastaja v nas spet oziroma ponovno nekaj novega, nekaj, kar prinaša življenje, nekaj, kar prinaša veselje. Sicer pa je to tudi čas, ko nekako družine se zberejo, se nekoliko umirijo, stopijo skupaj. Mnogi tudi barvamo pirhe, seveda se pripravljamo na blagoslov ali žegen, tako imenovan. Torej nesemo meso, jajca, kruh, hren. To so ti glavni simboli tudi, Tako, v bistvu to je spet, tako kot jaz veliko krat rečem, ti veliki
krščanski oziroma katoliški prazniki so res prazniki družine, ko se družina poveže, ko se družina pripravlja. Že prej smo govorili o 40-dnevnem postnem času, ko se pripravljamo. Ne sme biti priprava samo zreducirana na Veliko soboto dopoldne, ko se pripravlja velikonočne jedi ali pa dan poprej, ampak mora biti res ta priprava bolj daljnoročna. Seveda pa vse jedi imajo tudi neko svojo simboliko, ki jo potem duhovniki tudi pri blagoslovu razložijo, kaj bistvo te jedi simbolično predstavljajo, pirhi, ki so običajno rdeče barve, potem kapljice krvi, pa hren, ki na svojo grenkobo spominja v bistvu na to Jezusovo trpljenje, ki ga je doživel na križu, potem po svoji obliki nas tudi spominjajo na obliko žebljev, potem recimo potica, posebej če je še te okrogle oblike, nas spominja na trnovo krono, meso samo po sebi na Kristusovo telo. Tako da vse nekako je dana ena taka zunanja simbolična podoba, ki pa nas potem dejansko spominja tudi na to, kar je Kristus pravzaprav pretrpel na križu. In seveda potem nedeljo zjutraj, ko sedemo po vstajenski procesiji oziroma vstajenski sveti maši, k velikonočnemu zajtrku, pa nas mora res to povezati kot družino in nam dati tisto več. Spet smo pri veselju, spet smo pri odnosih, in to je tisto, se mi zdi res zraven te poglobljene vere v Kristusovo vstajenje izjemnega pomena. Nekaj ste zdaj že odgovorili na moje naslednje vprašanje, pa vendarle, glede na to, da živimo v izjemno hitrem in stresnem tempu življenja, pravzaprav kaj je sporočilo letos ob Veliki noči, ki ga na nek način želite tudi sprenesti, torej ljudem, pa tudi ne nazadnje mladim, in kako jih recimo motivirate oziroma kako vi ocenjujete, kako so danes mladi glede teh praznikov, glede Velike noči, kako tudi oni to dojemajo? Ja, kar se tiče samih teh praznikov, morda res sem že malo več prej povedal, res morajo biti prazniki, kjer se naj človek resnično umiri. Saj vsi vemo, delovnik je pač takšen, da se bomo zelo težko umirili do sobote popoldne, ampak prav je, da si res v teh, predvsem v svetem velikonočnem tridnevju, vzamemo čas. Ker resnično kristjani praznujemo te bistvene dneve, ko so bili tudi postavljeni zakramenti, na Veliki četrtek sveta Evharistija, pa duhovniška služba, potem na križu, ko Jezus trpi za nas, ker je tudi trpljenju dan na nek način smisel, in potem končno to velikonočno jutro, ko Kristus ostane. In se resnično kot kristjani moramo pred tem zaustaviti in se spomniti teh zakramentov, ki so v teh dneh postavljeni. To je tisto, kar pravzaprav živimo vsak dan. Kot duhovnik vsak dan obhajam sveto mašo. Verniki gredo ali med tednom ali v nedeljo sveti maši. In je prav, da se skozi te res zelo, zelo simbolične pomene praznovanja velikonočnega tridnevja spomnimo tega. In resnično tisto sporočilo Velike noči je pa res najlepše, vedno ga tako doživim, na Veliko soboto, ko imamo najbolj slovesno sveto mašo, lahko rečemo, v celotnem cerkvenem letu, pri vigiliji, ko slovesno stopimo za velikonočno svečo, ki simbolizira ostalega Kristusa, ki pa lahko ali pa mora človeku danes velikokrat v to hiter tempo življenja, velikokrat tudi v temino njegovega življenja, ko je obremenjen z različnimi stvarmi, pa resnično potem v tisto temno, neosvetljeno cerkev stopi ta velikonočna luč, stopi Kristus za svojo svetlobo in resnično posveti v človeka. To nas mora pa najbolj v bistvu nagovarjati, da Kristus s svojim vstajenjem, svojo besedo
stopa v naše življenje in nam prinaša luč in nam prinaša tudi upanje v naše življenje. Ne. Smo tudi v svetem letu, ko je papež Frančišek dal geslo, da smo romarji upanja. Pa kdo drug, če ne kristjani, ne bomo prinašali upanja v ta svet. Saj se naše življenje ne konča, ali pa Kristusovo življenje se ne konča s trpljenjem, ampak se konča z življenjem. In prav to mora biti sporočilo, da mora kristjan vedno znova in znova vstajati in vedno znova prinašati tudi sam to luč v življenje svojih bližnjih, svojih domačih. In mladi, ko jih tako spremljam, ker je bilo to eno vprašanje tudi, ali pa podvprašanje vmes, je v njih veliko upanja in veliko veselja do življenja in tudi če govorimo o verskem življenju, je v njih veliko lepega. Dobro. Najlepša hvala za vse te informacije in seveda tudi vam želimo lepe in mirne velikonočne praznike. Lepa hvala in tudi vsem vam in vašim gledalcem želim resnično vesele, predvsem pa blagoslovljene velikonočne praznike in naj ostali Kristus v vaše življenje prenese upanje življenje. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, v nadaljevanju pa bomo se posvetili športu, namreč kmalu prihaja že 8. tradicionalni ženski tek, ki ga pripravljajo v Prepoljah, zato ostanite z nami. Tako, sedaj pa k teku, ki ga že 8. leto zapored prirejajo v športnem društvu Prevolje. Le tega so pred prvimi leti prvič namenile ženskam in tako je vse do danes. No, podrobnosti tega dogodka pa nam bo zaupala tudi organizatorka iz tega športnega društva Bernarda Šibila. Pozdravljeni, gospa Šibila. Pozdravljeni. Torej, zdaj že 8. leto zapored, že tradicionalno tečete ženske v Prepoljah. Pa me zanima najprej morda, kako je sploh prišlo do tega teka, kdo je pobudnik tega in kako se je stvar oziroma projekt rodil? Ja, projekt se je rodil pravzaprav z enim takim izzivom, ki ga je postavila Jožica Kelc, ki je bila pobudnica tega. V bistvu je bila takrat ona na kolesu, ker jo je bolelo koleno. Me ostalih 8 pa nas je teklo in hodilo. In nas je izvala in rekla, kaj boste to samo tako za sebe hodile in tekle, kaj če bi mi naredile en tek za vse ženske, ženske vseh generacij, od najmlajših do najstarejših. In potem je iz tega izziva, saj si ne upate, pa ne boste tekle, pa kdo bo pa pretekal 5 ali pa 10 kilometrov, takšne so namreč trase pri nas, nastal dejansko prvi ženski tek in danes, letošnje leto, je to že 8. zapovrstjo. Kaj je tisti glavni namen, glavno sporočilo, ki ga vsako leto znova in znova predajate naprej drugim ženskam? V bistvu predajamo, osnovno sporočilo je več gibanja za bolj zdrav življenjski stil. To se pravi, da bi ženske, starejše, ki tega mogoče niso bile deležne v izobraževanju ali pa kadarkoli pred tem, da bi se začele družiti in predvsem gibati. Zato je naš tek netekmovalnega značaja. Vsaka, ki pa pride na tek, pa si lahko meri čas in ga primerja s teki enake razdalje, torej se opravičujem, 5 ali 10 kilometrov in ima svoj lastni čas za primerjavo, koliko katero leto hitreje teče. Sicer pa je namenjen dejansko druženju s prijatelji, prijateljicami, mlade mamice z otroki, da pridajo, je poskrbljeno za varstvo. Potem je pa pomembno, da pravzaprav držimo in sklenemo en tak, bomo rekli, večni krog ženskega gibanja, kajti ženske ženskam lahko zelo veliko pomagajo ali pa tudi zelo veliko škodijo. In naš tek je namenjen temu, da se povežejo vse generacije, da ženske začutijo, da si lahko pomagamo druga drugi, s tem, da pridemo nekam, da nekaj naredimo zase in da si potem naredimo še en lep dopoldan s popestritvijo, tako kot na našem teku vsakič je.
Zdaj vsako leto seveda večje število beležite, ne, prijavljenih prijavljenih na tek. Pravzaprav tudi letos so še odprte prijave, na kakšen način se torej letos prijavijo in seveda morda še na tem mestu tudi vprašanje, kako so vas v teh letih torej podprli tudi v lokalnem okolju. Ja, torej prijave na tek so odprte do 17.4. Letos zato, ker je takšno število prijav že krepko čez 500. Nisem dobila svežih informacij ta trenutek. Mislim, da nas je kar že 600 in več. In je nemogoče izdelati majčke z napisom za vse udeleženke po številu. Torej po številki velikosti, ki jo nosi katera. Zato prosim vse, ki se boste še prijavile, kot veste, vsako leto je prijava preko Facebooka, tam je spletna, torej tam je aplikacija za prijavo. Če katera ne zna, naj prosi kakšno mlajšo, lahko prijavo za njo opravi in potem na dan teka 26. od 9. ure naprej se lahko majčko dobi, se prijavnina poravna in je to. Ja. Štart in cilj sta še na enakem mestu oziroma morda kakšne so novosti letošnjega teka? Zdaj v bistvu to ostaja enako. Štart še vedno ostaja tam na enem koncu Prepolj in cilj na športnem igrišču v Prepoljah, kjer je tudi potem zabava z našim gostom in seveda pogostitev in vse ostalo. Na poti pa, ker ste me vprašali, kako je s podporo lokalne skupnosti. Moram reči, da tek sploh ne bi bil izvedljiv, če ne bi seveda k temu pristopili iz lokalne skupnosti, to se pravi naši partnerji, naši prijatelji, naši sovaščani, sovaščanke in občina starše. Rada bi rekla, da brez, pa čeprav se sliši oguljeno, v slogi je moč, brez tega zagotovo tek ne bi mogel iti v te razsežnosti, kakor gre zdaj, z leta v leto, nas je več in vsako leto dodamo kaj novega, poskrbimo za kakšno spremembo, pa če tudi je to mogoče na videz nekaj majhnega, vendar za nas kot neprofesionalne organizatorje seveda zelo veliko pomeni. Torej, letos so zopet igrala in varstvo za majhne otroke, za mamice. Še enkrat poudarjamo, na tek lahko pridete tudi s skirojem, z vozičkom, z otrokom v vozičku. Lahko se peljete s kolesom, če ne zmorete hoditi. Pomembno je, da pridete in se družite in gibate. Zelo pomembno je, da pridete v družbi prijateljic, kajti to da energijo in opolnomoči. Naši možje pa stojijo ob trasi, ponujajo vodo in druge napitke, spodbujajo in pravzaprav ta dan izredno veliko tistega fizičnega naredijo, ker nas je samo 9 drugače organizator, ne moremo, nekatere vseeno potem gredo in tečejo, me tečemo vse druge dneve, tisti dan smo pa pač zadolžene za delo, za organizacijske stvari, nekdo za medije, drugi za goste, ki so nam vsako leto ob strani stali s sponzorskimi prispevki, z donatorskimi, tako da smo kar obremenjene v tem pogledu, ampak moram reči, da smo pa čisto vsake ženske, dekleta, vesele, deklic, iz osnovne šole, z vrtca, mamic, zelo vesele smo, kadar pridejo vnučka, mamica, babica, to so nepojemljive stvari, imamo vsako leto kakšno novo presenečenje kot nagrado, včasih smo podeljevali za najstarejšo udeleženko, to moram na tem mestu povedati, letos se zopet obeta, da bo naša legendarna Zinka Iskra prišla na tek, ona je stara preko 90 let, teče, malo jo sicer peljemo vmes, spremljevalna vozila in to Štajerski avtodom vedno zelo poskrbi za to, da se lahko, če kakšna omaga, tudi pelje, letos v električnem novem avtomobilu, tako da ja. Važno je pa to druženje in gibanje. Gibanje in druženje in to
da če pridemo vseh starosti, potem pomeni, da skupaj zmoremo veliko premikati meje, najprej pri sebi, potem pa še okrog sebe in druge. In to je glavna zgodba, glavni pomen našega teka. Dobro. Morda na hitro še, torej 26.4., kdaj točno, kje in torej še mogoče povabilo gledalkam in gledalcem. Vabim vse, da pridete na Vaško središče v Prepolje 26. v soboto od 9. ure naprej. Kot pravim, so odprta mesta, kjer je prijavnina in dobite majčko. Tek pa se začne ob 10. uri za tiste na 10 km, pa ob 10 pa 10 minut. Oziroma ravno obratno, se opravičujem. Najprej začnejo s štartom tiste, ki tečejo na 10 km, nato pa 10 minut za njimi, 10 pa 10 minut, torej tiste, ki gredo krog, 5-kilometrski krog. Poskrbljeno je za varnost, za parkirišča, za stranišča, tako da na Vaškem središču nikar se nihče ne ustraši. Prepolje so ne preveč velika vas, parkirišča so označena zelo prijazno, bodo naši partnerji, naši sodelavci, gasilci in drugi usmerjali in pomagali pri vsem, če pride kdo daleč. To moram povedati, prihajate iz vse Slovenije in ponosne in vesele smo, da je tako, pa tudi iz tujine. Iz Avstralije že drugo leto. No, tudi mednarodni torej postajate. Ja, ni imel takšnega namena, ampak vse veste. No, torej dober glas seže deveto vas, pravijo, pa tudi čez ocean, tako rekoč. Dobro, vse dobro vam želim tudi letos in še naprej obilo te vneme, da torej naredite nekaj zase in za ženske. Hvala, to je naš namen in cilj in bomo vztrajali, dokler bo le možno. Mislim, da kar bo. Podmladek se deluje. Tako, v nadaljevanju pa se bomo posvetili petju. Nekako že gre za tradicionalni projekt vseslovenskega petja s srci. Na podrobnosti, kako bo ta letos izgledal oziroma kako ga bodo izvedli in kdaj, pa torej v nadaljevanju ostanite z nami. Tako, in smo v zadnjem delu oddaje Report, ki ga bomo sedaj nekako namenili glasbi, petju, pravzaprav projektu oziroma dogodku, ki ga že tudi 8. leto zapored beležimo pod imenom Vseslovensko petje s srci. No, pobudnica projekta in tudi koordinatorka tega dogodka pa je z menoj že v studiu, zato lep dober dan voščim tudi vam, gospa Mateja Brečko. Hvala, dober dan tudi vam. Tako, že 8. leto zapored torej prirejate Vseslovensko petje s srcem. Pravzaprav zdaj po teh 8 letih, oziroma glede na to, da je 8. leto, ko se ozrete nazaj, ko ste prišli na to idejo, kakšni so vaše misli oziroma česa se najbolj spominjate in seveda kako ponosni ste zdaj na ta tradicionalni projekt, ki je nekako oživel ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven naših meja? Ja, res je zelo zanimiva ta zgodba. V glavnem nastalo je to na Norveškem, v Oslu. Takrat nisem vedela, ali naj se vrnem domov, ali naj tam ostanem. In v tistem času, ko sem res intenzivno razmišljala o tem, se je rodil ta projekt. Kajti že tam sem zelo čutila Slovenijo, malo drugače kot sicer, ko živiš tukaj. Takrat vidiš stvari malo drugače. In nekako vrednost te naše ljube državice, ki je tukaj v središču Evrope, in kako pomembni smo tudi mi ljudje. In na to sem tudi dodala to, kaj pa bi bilo to, kar nas povezuje, kar je naše, kar ima nek povezovalni moment. In prišla sem na petje, ker je to naša neka najširša kulturno udejstvovanje, ki ga imamo. In prepeva lahko tudi vsak, zdravilno vpliva na nas same. Tako. In ne glede na to, kje smo, ali smo na kavču doma ali pa nekje skupaj s prijatelji. In tako bo torej 23. aprila, znova 23. april, znova ta dan tako imenovanega zelenega jurija. Kakšna zgodba se tukaj skriva in zakaj ste torej izbrali prav 23. april? Ja, v bistvu zeleni jurij je prinašalec dobrega, zdravja in obilja.
je nov življenjski krog, hkrati je pa tudi to svetovni dan knjige in sovpadata ta 2 dneva, kdor poje zelo ne misli in lepa beseda lepo mesto najde in dan poprej pa je tudi dan zemlje in kar žanješ, to seješ. In v bistvu to so ene močne stvari, ki so nam naši predniki pustili in v redu je, da sledimo tudi mogoče novim trenutkom, ampak ne smemo pa nikoli pozabiti na preteklost, kar so si naši predniki izborili, to je tudi bil naš jezik in ravno temu bi posvetila oziroma nagovorila vse ljudi. Dajmo se tudi spomniti preteklosti, bodimo hvaležni za to, kar imamo danes, hkrati pa to izročilo prenašamo istočasno na nov rod, kajti vemo, da se nam pesem ljudska že izmika, da ni novega podmladka v teh raznih društvih, ki se ukvarja ljubiteljsko z ali folkloro ali z ljudskim petjem in je tudi nagovor, dajmo se spomniti tega za nazaj. Noter so tkane v tej pesmi res posebne začimbe in nam prebudijo dušo, trajajo in nekako se posvetimo tudi temu, predvsem temu, da se spomnimo, kdo smo. Sicer pa kako bo letos potekal dogodek, mislim, da tam okrog opoldneva bomo lahko vsi skupaj zapeli, kako bo torej vse skupaj potekalo, kdo se vam bo pridružil. Nenazadnje verjetno lahko pojemo tudi na ulici, kar tako, ne? Tako je. Ja, v tem je tudi ta preprostost, ki je marsikdo mogoče kdaj ne razume. Slovenski človek je vedno prepeval. Ob delu, ko smo šli, mislim, ko je šel na njivo ali kakorkoli, spontano. Tudi druženja so bila mnogo bolj nekako spontana. Tega smo se malo odvadili, ne bom rekla, da tega ne znamo, ampak smo se odvadili. In zato je tudi ta 23. med 10. in 11. uro mišljeno, da se poje v zavodih, na delovnih mestih, vrtcih, šolah. Medtem ko pa potem zvečer od 18. do 19. ure se pa lahko srečamo s prijatelji, kot smo rekli, s kitaro na zabavo. In tudi v mestni občini Maribor se letos tudi z občino, z Zavodom za turizem in pa z društvom Hiša smo se nekako povezali in bi strnili to zgodbo, skratka, da se lahko kdorkoli, kjerkoli po mestnem jedru od parka pa vse do Lenta sprehodi in zraven poje ali pa preprosto kakšen vogalček in povabi svojo druščino in nekako dvigujemo vsi skupaj vibracijo. Tako. In poimenovali smo tudi Maribor je muzika, kajti Maribor je znan po tem, da je imel od druge svetovne vojne je bilo glavno neko mesto v Jugoslaviji še, ker je glasba živela in pa celo mesto je oder. Tako da to je pa tudi slogan Zavoda za turizem in nekako to smo skupaj združili in zato res vabljeni. Predvsem bi tukaj dala malo še posebno vabilo glasbenikom, ki jih imamo ogromno in da nekako povežejo ljudi med sabo. Vsak ima neke svoje sledilce. Res sem naredila, da je priporočen seznam pesmi, to je Lipa zelenila, je Zdravljica, Oj Triglav, moj dom, Kekčeva pesem pa Naj ljubezen združi vse ljudi od Regine. Če se to ne bo prepevalo, nič hudega, v glavnem dajmo dvigniti razpoloženje, dajmo tu iz sebe ven, spustiti ta naš glas, kajti v glasu nosimo marsikaj, tudi če ni popoln, si dovolimo, da zapojemo, ker tudi se moramo včasih zavedati nečesa, povsod moramo biti popolni, ampak življenje pa ni takšno. Mi smo popolni v svoji nepopolnosti in zato tudi vsi tisti, ki imate predsodke do petja, dovolite si, če pa res tega ne zmorete, pa prečitajte vsaj neko poezijo, neko lepo misel, kajti Svetovni dan knjige, kot sem prej omenila, tudi nagovarja k temu, da smo vsi skupaj združeni z eno lepo čustveno namero in takrat se zgodi tudi nekaj, da lahko nekaj prizemljimo dobrega. Če druga ne, ko smo že omenili tudi učinek je tudi na terapevtskem nivoju, a ne? Tako. Glasba na nek način sprošča in nam nekako lajša dušo, tako rekoč, a ne? Dobro, hvala lepa in uspešno seveda pri projektu še naprej.
Hvala tudi vam. Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, tudi vam hvala lepa, da ste bili z nami še v eni oddaji Report. Ostanite lepo, imejte lepe te velikonočne praznike, z vami bomo pa znova prihodnji torek. Do takrat pa, kot sem že rekla, srečno.